Živijo veseljaki, veseljakinje, prav lep dober dan vam želim v tejle prijetni družbi. Lepo pozdravljeni v našem takšnem mini glasbenem kotičku, v tem poletnem kotičku, ko vam predstavljamo na novo, torej premierno posnete videospote oziroma skladbe. In danes, kot sem že omenila, sem v prijetni družbi s Francem Papežem. Lep pozdrav, gospod Franc. Lep pozdrav vam in tudi gledalcem in poslušalcem. Midva danes predstavljava vašo že drugo skladbo, ki ste jo, oziroma drugi videospot, ki ste ga posneli s televizijo Veseljak. Ja, res je, danes boste videli moj drugi posnetek videospota. Sicer sem pa že posnel en CD oziroma še eno pesemco potem, tako da nekaj se dogaja. Se dogaja, torej dolg čas vam ni? Ne, sploh ne. In tudi tukaj, če se lahko pohecava, je imel prste vmes gospod Peter Fink. Ja, s Petrom smo prijatelja in on je mojster tega posla in na mojem CD-ju praktično vse melodije on napisal, tudi aranžma. Lansko leto ste nas torej povabili v svoj vinograd, predstavili ste nam lepote vašega vinograda, letos pa nam predstavljate lepote vaše žene, a ne? Ja, nastala je ta pesemca, bi rekel, na mojo idejo je Matej Kocijančič zelo zanimiv tekst napisal, s katerim se bodo možakarji, ki so že dolgo poročeni, zelo poistovetili. In mislim, da je tak prijazen, prijeten tekst. Peter je tudi napisal tako živahno melodijo, tako da jaz upam, da boste radi gledali tale videospot. Pa tudi kaj zaplesali na skladbo, a ne? Ja, upam. Zdaj pravite, da se gospodje lahko poistovetijo s tole skladbo, kaj pa vi se lahko poistovetite s tem besedilom? Ja, seveda, kot sem rekel, po več kot 40 letih, nekako vsaka žena nekako prikroji svojega partnerja tako, da je prav. In seveda, pri nas ni nič posebej drugačno. Torej, žena nosi hlače doma? Ja, zdaj vedno se zgovarjam, kdo je ta glav, ampak prav je tako, da majhne stvari odloča žena, velike pa moški, ampak do velikih sploh ne pride. Dobro, odlična. Torej, kakšen bi pa bil vaš nasvet kakšnim tistim mladoporočencem? Ja, najbolj, da poslušajo svoje partnerke ali pa žene, ki zdaj je kar moderna tudi sam partnerke, pa bo vse v redu, tako kot pri meni. Kaj pa poroke, a se spomnite svoje poroke? Ja, seveda se spomnim. Čeprav je že to 42 pa nekaj let, ampak seveda se spomnim. In kakšna je bila poroka? Ali je to bilo na koncu ta prav žur ali vse skupaj bolj mirno? Moja poroka je bila trajala 2 dni. Najprej pri meni in potem še pri ženi. Jaz sem se poročil tudi s svojo sestro skupaj, tako da je bila to kar velika ohcet. In smo naredili že v Ljubljani, kjer sem se poročila, kar orang šunder. Zdaj, če si malo drznen, kaj pa poročna noč? Ja, poročno noč smo mi, takrat je bila fešta 2 noči. Tako da k sreči smo eni znali to izkoristiti že malo prej. Ampak poročna noč in ta fešta je trajala 2 dni. Zdaj mi pa še to povejte, romantika pri vas še traja, a ste romantičen tip? Ja, jaz sem zelo romantičen človek, čeprav žena me včasih malo opominja, da ne. Tako preveč, ampak vendarle sem. Krasno, ja, fajn je to slišati, romantika naj ostane še v prihodnosti. Zdajle pa imava midva tudi eno darilce za vse ljubitelje dobre glasbe. Malo povejva o vaši plošči z naslovom Moje pesmi. Najdemo torej tudi Vinograd moje sreče tukaj, pa tudi tole skladbico, ki jo bova midva danes predstavila oziroma ki si jo bodo vsi lahko ogledali. Pa kaj več še povejva o CD plošči? Ja, tale CD plošča je nastala lansko leto. Se pravi, nastajala je 2 leti, seveda pod Peter Fink je imel glavno besedo pri glasbi. Teksti so pa bili žal že pokojna Fani Požek, s katero sva kar dostikrat klepetala in tudi morda je bilo 14 dni predne je umrla, sem bil še pri njej in sva gledala iz njenega balkona proti moji zidanci. Žal se je to tako hitra zgodba zaključila. Mislim, da so
kar luštni teksti, ki jih je ona napisala. Posod je bila pa štartna ideja moja, ne, kaj naj tekst vsebuje, ne, in potem je ona to, ko sem je pač te smernice dal, praktično vse na CD-ju, razen dveh, ki so drugih avtorjev. In je ona napisala zelo hitro, zanimivo besedilo. Ja, krasno, mi se že veselimo, da bomo prisluhnili vsem skladbam. Vsem skladbam, dragi moji, pa boste lahko prisluhnili tudi vi. Namreč s Francem imava veselo novico. 3 CD-je bomo podelili na naši Facebook strani, tako da kar veselo tudi tja pokukati. In nagradno vprašanje imava za vas. Kakšno bo, pa postavil kar sam Franc. Ja, nagradno vprašanje je, kater videospot smo mi danes posneli. Torej, kateri videospot je drugega zapovrstjo posnel Franc za televizijo Veseljak? Seveda boste lahko pogledali to tudi na naši televiziji, kaj kmalu, ko midva zaključiva. Kako bova, Franc, zaključila? Bova kaj lepega zaželela našim gledalcem in gledalkam? Ja, uživajte ob moji muziki, uživajte tudi ob glasbi ostalih izvajalcev in bodite veseli. Krasno je to Franc zaključil, tako da tudi sama nimam več kaj veliko za povedati. Imejte se fajn, imejte se luštno, zagotovo pa veliko plešite in prisluhnite najnovejši skladbi in poglejte si videospot za pesem. Ne povemo, ker je to nagradno vprašanje. Čau!